Zgodba o homopolarnih motorjih se začne z Michaelom Faradayem, ki se je rodil 22. septembra 1791 v Angliji. Ob proučevanju elektrike, magnetizma in kemijskih učinkov električnega toka je Faraday prišel do mnogih novih spoznanj. Navduševal se je nad električnimi pojavi in leta 1821 izumil preprost model elektromotorja. Uporabil je Oerstedonovo odkritje, da električni tok, ki teče po žici, povzroči odklon magnetne igle v bližini žice. S tem je pokazal načelo pretvorbe električne energije v mehansko s pomočjo elektromagnetnih polj. Faraday je tudi poskušal ugotoviti, kako bi s pomočjo magnetizma dobili električni tok. Svoja odkritja o elektromagnetni indukciji je objavil leta 1831. Istega leta je naredil tudi prvi transformator in prvi model električnega generatorja. V dveh zakonih o elektrolizi, ki se danes imenujeta po njem in ki jo je objavil leta 1834, je opisal, kakšne spremembe povzroči električni tok, ki teče skozi kapljevino. Odkril je tudi kemijsko spojino benzin, diamagnetizem in vpliv močnega magnetnega polja na svetlobo. Prvi je poskusil pojasniti delovanje magnetne sile s pomočjo magnetnega polja, ki nastane okrog magneta. Zasnova polja se je kmalu izkazala kot zelo uporabna v fiziki, zlasti pri razlagi gravitacijskih in elektromagnetnih pojavov. Umrl je leta 1867. Kaj je elektromotor? Elektromotor je stroj, ki pretvarja električno energijo v mehansko. Uporablja se za pogon različnih strojev, vlakov, tramvajev in naprav. Njegovo gibanje povzročajo magnetna polja, razen pri elektrostatičnih motorjih. Elektromotorji se v grobem delijo na motorje na enosmerni tok in na motorje na izmenični tok. Motorji na enosmerni tok so namenjeni priključitvi na vir enosmerne napetosti. Ta vrsta motorjev se je pojavila že v 19. stoletju in se pojavlja še danes. Glavni sestavni deli takšnih motorjev so stator, nepomični del motorja, rotor, vrteči se del, komutator, ki je del rotorja in predstavlja mehanski usmernik, ščetke oziroma krtačke, ki se dotikajo komutatorja in služijo prevajanju toka. Enosmerni motorji s komutatorjem so bili do pojava motorjev na izmenični tok edina vrsta elektromotorjev. Ravno tako so se dolgo časa uporabljali za realizacijo reguliranih električnih pogonov, saj je možno navor in vrtilno hitrost enostavno spreminjati s spreminjanjem rotorskega in statorskega toka. Problem takih motorjev sta kompliciranost izvedbe in občutljivost zaradi komutatorja in ščetk. Zaradi iskrenja, ki izvira iz ščetk in komutatorja, taki motorji niso najbolj primerni za okolja z eksplozivno atmosfero. Obstajajo tudi brezkrtačni motorji, kjer ni komutatorja. Zasnova takega motorja je praktično enaka kot pri sinhronskih motorjih na izmenični tok. Za komutacijo tu namesto komutatorja skrbi elektronika, ki s pomočjo informacije o položaju rotorja, dobljene iz ene ali več halovih sond, preklaplja napajanje statorskih faz tako, da nastane vrtilno magnetno polje. Taki motorji so robustni in se precej uporabljajo za motorje zelo majhnih moči, na primer za pogon majhnih ventilatorjev v osebnih računalnikih. Kako narediti svoj homopolarni motor? Potrebujemo baterijo, magnet in bakrino žico. Na sliki vidimo, kako vse skupaj sestavimo. Baterijo postavimo na magnet in nanjo položimo bakrino žico. Elektrika potuje iz baterije preko bakrine žice. Tako ustvari magnetno polje. Ko se magnetno polje poveže z magnetom, ustvari silo, ki začne vrteti bakrino žico.
Homopolarni generator. Generator enosmerne napetosti, tudi dinamo, je električni generator, ki ustvarja enosmerno električno napetost. Generatorji enosmerne napetosti so bili prvi vir električne energije v industriji, ki so delovali po načelu elektromagnetne indukcije. Prvi dinamo je bil zgrajen leta 1832. Osnovni sestavni deli generatorja enosmerne napetosti so rotor, stator in komutator. Stator je v osnovi namenjen ustvarjanju magnetnega polja, slednje pa je lahko izvedeno s pomočjo trajnih magnetov za manjše moči ali elektromagnetov. V rotorju zaradi indukcije ob vrtenju rotorja nastane izmenična napetost. V rotorju zaradi indukcije ob vrtenju rotorja nastane izmenična napetost. Komutator, ki ima funkcijo mehanskega usmernika, pa nato izmenično napetost spremeni v pulzirajočo enosmerno napetost. Pogledajmo si še primer generatorja enosmerne napetosti.